Bomo kar nadaljevali z programom kongresa, na katero smo tudi umestili letos okroglo mizo z nazivom torej Veliki pok, digitalna transformacija računovodskih storitev. Zdaj, zakaj Veliki pok? Predvsem zato, da se bolj pompozno slišimo. Ni namen, da zdaj dejansko prizorimo Veliki pok in da rečemo, da bo vse, kar se bo zdaj dogajalo, obrnjeno na glavo, daleč od tega, ampak dejstvo je, da se digitalizacija neizbežno bliža in da je prav, da v te stvari spregovorimo tudi malo, bom rekel, širšem omizju. In zato jaz za našim omizjem lepo pozdravljam dr. Marjana Odarja, direktorja Slovenskega inštituta za revizijo. Z nami tudi Igor Zorko, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije, predsednik upravnega odbora Združenja za informatiko in telekomunikacije in pa direktor ZDI. Z nami tudi Ksenija Prosen, članica upravnega odbora naše zbornice in pa direktorica Nukleus Plusa. Pozdrav. Pozdrav tudi našemu predsedniku zbornice in direktorju Faktor DO, Aleksandar Štefanac. In pa lep pozdrav tudi gospod Marko Bohar, samostojni svetovalec zbornice elektronske in elektroindustrije. Kot vidite, je zasedba dokaj, bom rekel, širše zastavljena od stroke do prakse, do zbornice in tako dalje. Predno pa bi začel, pa bi jaz predlagal, da si najprej zavrtimo neko iztočnico. Poglejmo si prispevek, ki smo ga pripravili, zato da bomo lažje po tem nadaljevanju odprli razpravo in se pogovarjali tudi o digitalizaciji. Digitalizacija proizvodov in storitev v industriji vse Evropi v naslednjih 5 letih zagotoviti nad 110 milijard evrov dodatnih prihodkov letno. Ukrepi Evropske unije bodo po napovedih sprožili 50 milijard evrov javnih in zasebnih naložb po podporu digitalizacije industrije. Dobar dan to all participants of the Congress for Providers of Accounting Services in Slovenia. I welcome you as the President of EFA from Brussels, where I'm participating in a presentation on SMPs and SMEs at this international conference. It makes me very happy that the profession is now addressing the very important issue of digitalization, which is one of the most profound changes in the profession in the next year. And I agree with all my international colleagues with whom I discussed the question. It will come much sooner and much more profound as we currently expect. Računovodski servisi v tej zgodbi ne bodo ostali brez vloge. Samo v Sloveniji namreč računovodske storitve koristi več kot 90% podjetij, ki je v digitalizacijo svojega poslovanja vključevala tudi računovodske servise. Mi smo pričeli pred 6 leti in že takrat smo imeli čez vikend preko 80 naročil in ne predstavljam si, da ne bi že takrat imeli vse sistematsko digitaliziranega. Tako da sploh danes, ko imamo že preko 1000 naročil na dan, se ne predstavljam, da bi še vedno to računovodske storitve delali po stari poti. Jaz predvsem mislim, da je digitalizacija zadeva, ki spreminja vse v podjetju. Digitalizacijo včasih smo razmišljali, da samo pomeni skeniranje, da mogoče gre za digitalizacijo enega procesa, v resnici pa digitalizacija, tako kot so včasih rekli, da cash flow kri nekega podjetja, je digitalizacija za moj okus prihodna kri nekega podjetja. Hitrej, ko informacije krožijo, hitrej, ko v bistvu krožijo informacije med podjetjem pa partnerji tega podjetja, večja je verjetnost, da bomo v bistvu videli hitrejše odločitve, boljše odločitve, predvsem pa tudi odločitve, ki prinašajo več dodane vrednosti podjetju. Podjetja, ki svoj uspeh kujejo s pomočjo digitalizacije poslovanja in osnovne dejavnosti, predstavljajo nov val strank za računovodske servise. Podjetje Konverzija je leta 2010 ustanovilo spletno trgovino za prodajo ličil. Skokovita rast poslovanja od neodvisnega garažnega podjetja do člana ene vodilnih mednarodnih skupin za direktno prodajo Studio Moderna potrjuje uspešnost njihovega modela digitalnega poslovanja.
Podjetje, ki posluje že na 7 evropskih trgih, za letošnje leto napoveduje 3 milijone evrov prihodka, za prihodnje leto pa 100% rast. Torej, jaz sem prepričana, da je potrebno v današnjih časih sploh z razvojem novih platform in ogromno novih spletnih trgovin razviti tudi strani računovodstva nove storitve. Torej, čim bolj v digitalizacijo, čim bolj v izvoz informacij in da se te informacije že avtomatsko generirajo in izvažajo v določene računovodske programe. Temu pa morajo biti seveda prilagojeni tudi računovodski servisi. Kaj digitalizacija prinaša? Vse logistične zadeve umika, vse, bi rekel, omejitve, zato ker smo mogli z enega papirja na drug papir podatke prenašati. Zato so v bistvu tista podjetja, ki so se tega z digitalizacijo na nek način losali, so se v bistvu usmerjali tisto, kar pa res lahko dodajo, in to je v bistvu svoje znanje. Ne? In zame nekaj to govorimo o računovodskih hišah, ki se v bistvu za moj okus nekako spreminjajo in transformirajo v podjetja, kjer v bistvu lahko dobiš pravna storitva, kjer lahko dobiš kadrovske storitve, kjer lahko na koncu dobiš računovodske storitve. Meni je pa tega, kar smo včasih poznali, da so prišli, pa so v bistvu utipkali tiste podatke. Digitalizacija odpira nove načine povezovanja, ki omogočajo razvoj novih storitev za digitalizirana podjetja. Računovodskim servisom ponuja priložnosti za nove vire prihodka ter za oblikovanje storitev z večjo dodano vrednostjo, ki temeljijo na znanju. Računovodstvo absolutno mora slediti našemu razvoju, ker se vsakodnevno količina oziroma baza podatkov povečuje. Tako da, če to ne bi storili oziroma ne bi šli koraku z nami, bi skozi čas najverjetneje morali mi plačevati dosti več za računovodske storitve in tudi računovodski servis bi zato moral zaposliti dosti več ljudi. Digitalizacija bo upeljala pomembno ločnico med izvajalce storitev. Računovodski servisi bodo z uvajanjem novih informacijsko-komunikacijskih pristopov povečali svojo notranjo učinkovitost in sodelovanje s strankami. Inovativni poslovni modeli, ki jih bodo lahko zgradili na temelju digitalizacije, bodo oblikovali novo konkurenčno prednost, ki bo temeljila na kompetencah, prilagodljivosti in dostopnosti, kjerkoli in kadarkoli. Digitalizacija ni muha enodnevnica, to je v bistvu radikalni različen poslovni model, ki bazira na tem, da v bistvu informacije hitreje krožijo, da več partnerstv delamo, da nismo več zaprti sami vase, da ta partnerstva ne iščemo samo po lokaciji, ampak iščemo po celem svetu. In meni se zdi, da če imamo ljudi, če imamo informacije, če imamo ta prave partnerje, se v bistvu vsaka računovodska hiša lahko prelevi v bistvu računovodsko hišo prihodnosti, tako ko se lahko vsaka uspešna računalniška firma v bistvu prelevi, da postane globalni player, ne pa samo lokalni igralec. Dobro, to je bil kratek uvod v današnjo temo. Digitalizacija očitno ni modna muha. Gospod Bohar, dajmo najprej v samem štartu malo več besed okrog same digitalizacije. Zdaj ni IT, pa ni avtomatizacija, pa poslovni procesi, pa niso samo ljudje, pa ni samo generacija Y, tukaj smo lepo videli, pa še najšljša. Ampak odkje je sploh in zakaj digitalizacija, zakaj se zdaj naenkrat o njej toliko govori? Ni omejena samo na računovodsko industrijo in tako naprej. Digitalizacija se je začela pred približno 400 leti. Takrat je Pascal razvil eno stvarco, ki se je rekel Abacus, je bilo prvo računalo. In to je bilo v bistvu en temeljnih zadev, iz katerega je računalništvo začelo ven izhajati. Tista prav polet je pa digitalizacija dobila okrog 1990. leta, ko se je internet pojavil. Vrh ledene gore, kaj digitalizacija je, lahko posameznik razume, če zdaj pogleda nazaj, koliko časa se je v poslovni svet uvajal e-mail, pa kakšen pomen je v tem času pridobila spletna stran za posamezno podjetje. Kaj je bilo to na začetku, kaj pa to pomeni danes? Ampak to je sam vrh ledene gore in v posameznih industrijah doživljajo digitalizacijo na različne načine. Nekateri so na začetnem valu, finančna industrija, kamor paše tudi računovodstvo, ste četrta industrija po vrsti, ki jo bo digitalizacija najbolj zadela. Če
če bi govorili o tehnologiji, bi lahko zapomnili nekaj kongresov in nekaj konferenc, tako da jaz se bom omejil na zadeve, ki se tudi zdaj veliko krat govori, da digitalizacija sploh ni bistvo tehnologija, ampak je bistvo v ljudeh, oziroma kako se bo poslovni svet na to temo spremenil. In prva stvar, ki pri tej digitalizaciji prihaja v ospredje, je hitrost sprememb, ki jo nosi za sabo. Pač, ko začnete vi tehnologijo uvajati, digitalne tehnologije uvajati vse pore poslovnega sveta, se vse pohitri. Kar naenkrat se posli dogajajo izredno hitro, lahko se že v 1 uri zmeniš, zgradiš novo vrednostno verigo in skleneš posel in traja to več tedne ali pa še pol leta. Če imaš seveda pred sabo prave podatke, prave ljudi in prave mreže. Se pravi, to je prva zadeva je hitrost sprememb, druga zadeva je pa obseg teh sprememb je na globalnem nivoju neverjeten. Dodaten pospešek je vse skupaj dobil za finančno krizo pred parimi leti, ki je izpostavila dejstvo, da so ekonomije, ki so šle čez krizo na lažji način, to naredile zaradi tega, ker so imeli v zadnju močno industrijsko bazo. Kar pomeni, reindustrializacija ekonomije je temelj za to, da se družba razvija. Na dobro razviti industriji pa so tudi razvite dobre podporne storitve in potem vsa zadeva funkcionira. In ojačanje vseh svetovnih industrij, ki so se v preteklih 10 letih dezinvestirale z velikimi investicijami na Kitajsko in podobno, je digitalna tehnologija predstavljala edino rešitev, ker z njeno pomočjo so vsi lahko začeli razmišljati o novih produktih z večjo dodano vrednostjo, ki jih lahko naredijo na veliko bolj učinkovit način in če jih zraven še personalizirajo, že premagajo tisto razliko, ki jo Kitajci zdaj še imajo na ceni dela. In na ta način se v zadnjem času že začenja v vseh industrijah, v elektro- in avtomobilski industriji pa še posebej proizvodnja že seliti iz Kitajske nazaj v Evropo, ker se že ponovno splača to delati v Evropi. So pa te proizvodnje popolnoma avtomatizirane in tudi povezave med podjetji so popolnoma digitalizirane v vseh stopnjah, zato ker se morajo posli dogajati veliko hitreje. Kar pomeni, ko pridemo do te velike hitrosti, pridemo tudi do te disruptivnosti oziroma do tega velikega poka, ki se ga vedno sliši, ker so te tehnologije zdaj že toliko zrele, da lahko posamezniki dejansko izvedejo konkretno implementacijo tehnologije, ki povzroči spremembo velik pok na posameznem trgu. Mogoče ste že slišali za Uber, ki je v bistvu sesul taksi industrijo v Ameriki, zdaj prihaja še dno. Podobna zadeva bo brezpapirno poslovanje na vašem področju, ko bo v popolnosti izvedeno, ključno s povezavo z bankami in ključno z vsemi, se bo vaše delo popolnoma spremenilo. Tega dela, ki ste ga imeli zdaj, ne bo. Kar pomeni, digitalizacija nosi sabo to disruptivnost in jo nosi v vseh industrijah. Ko jo vidite, katera je ta disruptivnost, je za vas že prepozno. Kar pomeni, že prej se morate vključiti na ta val, da boste na to pripravljali. In to velja za čisto vse industrije, ne samo za vašo. Tudi za navadno elektropodjetje iz moje industrije velja popolnoma isto. Kako to izvajati v digitalizaciji? Samo podjetja bodo to zelo težko. Vsako podjetje samo zase. Prvič morate sami pri sebi najdeti investicijske rezerve v denarju, potem je pa tisto, kar je še težje, najdeti rezerve v času, da se tega lotite, kar pomeni rešitev za vse, tako kot za ostala podjetja, je v povezovanju, v kombiniranju moči in v kombiniranju potencialov investicijskih in drugačnih za konkreten posel. Da se pač strateško reči, no pa zdaj 10 let skupaj, dokler boste skupaj na ene konkretni zadevi, boste skupaj, sicer boste pa povezali se z drugimi. In spreminja se miselnost. Digitalne tehnologije niso več zdaj namenjene samo temu, da to, kar zdaj delate boljše, ali pa da mogoče celo avtomatizirate, ampak jih konkurenca uporablja že do tega nivoja, da se razmišlja
korak naprej, kaj se da še več narediti, kaj se da drugače narediti in ne gre drugače, kot gre za eksperimentiranje. In kar prinaša za sabo in novinarje, inovacije in podobne in spreminjanje lastnega načina dela. In paralele so v vseh industrijah, če jih gledate skozi vse te prizme, popolnoma enake. Če vzamete elektroindustrijo oziroma predelovalno industrijo, se zdaj veliko govori o industriji 4.0. Pa je šla industrija skozi vse korake avtomatiziranja proizvodnje, skozi digitalizacijo proizvodnih operacij, do tega dejstva danes, ko naj bi industrija 4.0 v splet povezala še posamezne stroje, ki so v tovarnah, zato da bi se lahko ti v momentu rekonfigurirali in preoblikovali za izdelavo novega produkta oziroma za produktne serije velikosti 1. Avtomobilska industrija je v tem trenutku na stopnji 3,8, še niso na stopnji 4, se pa temu zelo približujejo, ostale industrije se bodo pa morale v naslednjih letih temu nivoju, primerljivem nivoju na svojem področju tudi zelo hitro približati. Tehnologije so torej tukaj, ogromno strokovnjakov je izven vaše industrije, ki te tehnologije tudi pozna in priložnosti za povezovanje pa za iskanje skupnih točk je veliko. Zdaj je samo potrebna še tista prava podjetniška iniciativa, pa smo zmali. Zdaj, že prav razumem, vso razliko ceni, ker smo jo čas naredili na Kitajskem, se bo zdaj preselila v Evropo in seveda po nabavni verigi pritisk na dobavitelje, eni izmed njih smo tudi mi s svojimi storitvami in se bo zgodba potem seveda začela, ker bomo pritisnjeni v to. Doktor Rodar, vaš pogled so stroka, zdaj, kaj se sploh danes dogaja v zvezi s tem vprašanjem? Ja, kaj ne rečem, najprvo lepo pozdravljeni. To sicer drži, da ste najboljši. Je pa res, da živimo v času negotovosti. Kar je v tem času negotovosti, gotovo je edino to, da živimo za to v času sprememb. In ena od ključnih sprememb na našem delu bo ravno to, o čem danes govorimo v bližnji prihodnosti verjetno. Mogoče par iztočnic, zakaj tako mislim, pa ni samo to moje mišljenje, ampak nekako pogledamo v svet, kaj se dogaja. Recimo s tem problemom digitalizacije sem se jaz srečal prvič bolj podrobno pred 3 leti, ko je prišlo k mene na revizor, pa z Big Four naše, pa prav, kaj ne zdaj naredimo, kako ne revidiramo neko BD, ki je bila hčerinska družba od neke ameriške družbe. Pravi, smo prišli ke in imajo samo en računalnik na vstopno postajo in praktično ničesar drugega. Malo čudno sem sprašval, kaj to misli, pa kako to misli, in potem se je zgodba začela na nek način razvojati. No in potem se je stvar nekako, sem se malo, bom rekel, bolj spustil to zgodbo, pa recimo sem bil tudi 2 leti nazaj na kongresu v Parizu, svetovni kongres je bilo 5000 računovodij je bilo tam, ne. In ko je bil ta keynote speaker, prvi govorec, je rekel, vi ste pač računovodje, eden izmed poklicev, ki bodo v naslednjih 3 letih, mislim, da je rekel, spremembe take, da bo 42,3%, no in kako so to odračunali, pa nekaj tega dela, ki ga sedaj upravljate, drugačnega, ga ne bo več, oziroma se boste morali temu prilagoditi. In verjemite, ko je bila pauza, so vsi takole bolj sklonjeni glav zapuščali tako dvorano, ki tukaj ima nekaj. In en izraz, ki je danes bil že uporabljen, uberizacija, je bil non-stop na tapeti. In to se kar začel nekako imenovati uberizacija, uberization. Ni bilo mišljeno samo na taksi službe, ampak v bistvu to je najbolj tipičen primer pri taksi službah, v katero smer se bodo stvari razvijali. No in potem, če gremo malo naprej, tukaj smo v Laško, in ste namerno izbrali to Laško, zato ker je
tukaj se je zgodil pred mogoče pol leta tipičen primer digitalizacije. Kaj se dogaja? Ne? Sami veste, da smo v zadnjih 3 letih priča temu, da smo dobili davčne blagajne, da so e-računi, da recimo, če govorimo na Švedsko, skandinavske države, gredo tako imenovane cashless country, ko hoče gotovino spraviti iz sveta. In če govorimo naprej pri velikih družbah, zdaj bom tole povedal, pa ne mi zameriti, ne mi potem bo konc steps za to, ne. Pa navad tistega, ki bolj slabe novice prenaša potem, kako že, ne. Jaz bi rad prijateljsko, tako ne, jaz bi rad še prijateljsko. To govori za to, da danes razmišljamo, kaj se bo zgodilo in da se pripravimo. Za vse gotovo na trgu več ne bo dela. In tistih se bo prvi pripravil, ki bo najhitreje šel te spremembe, bo pač imel neko prednost, pa smo prej rekel dodano vrednost pa take stvari. Nekaj se bo pa verjetno zgodilo, da bodo nekateri tudi odpadli. Pa par caseov naprej, ne, tole Laško. Nov lastnik je prišel, Heineken, in mislim, da je 5 milijonov za odpravnine zaposlenim, predvsem v računovodstvo, in sedaj Laško računovodstvo imajo več. Nič. Je kdo tukaj iz Laškega? Zakaj ne? Zato, ker ima Heineken tako imenovan Shared Service Center. Center skupnih storitev, kaj podobnega. In ti centri skupnih storitev so za celo skupino Heinekena, mislim, da je na Polskem, kjer so združene vse funkcije. Večina funkcij se prej izvajale, upravljale po posameznih, tako rečem, družbah, posameznih podjetjih, posameznih držav. Ponavad se pa ta Shared Service Center začne tako graditi, da se centralizira na enem mestu finance in pa računovodstvo in tisto, kar dobro poznate, saldo konti, jasno, znarje točno upravljati. Potem gredo pa postopno še ostale zadeve. Od osnovnih sredstev, do plač, do obračunov davkov in tako naprej. Imate primer tistega, kak sem prej povedal ameriškega, ne? Da tukaj nimajo nič, samo en, bom rekel, delovno postajo za vnašanje podatkov, vsa obdelava, vse se potem naredi v Shared Service Center, nekje, kjerkoli lahko v tem svetu. Če zdaj takole malo naprej tole razmišljamo, ne, potem ni fajn, ne? Ampak to se je začelo pri teh velikih družbah, pri korporacijah. In tam enostavno lastnik reče, tako je dejansko ni poti ven. Vi se sicer ukvarjate z manjšimi družbami, kjer ta proces še ni tako zaznan, mogoče že, ne? Ampak te Shared Service Center se lahko nekdo ustanovi, če ga imamo Slovenci, se bo lahko zgodil vprašen tujc, pa se pa lepo sem pa rekel, zdaj pa jaz recimo za tistih, ne vem, 50,000 SP-ov pa malih DO-jev naredil Shared Service Center. In se konektal lepo z internetom, pa tako naprej in dejansko se gotavlja vse. Ne me tekst. Druga stvar, ki jo verjetno veste, državna uprava pri nas razvija tako imenovan cloud. En za government, torej en za državo kot celoto, drugi tako imenovan hibrid. In ideja tega clouda, torej tega računalniškega oblaka, je zelo podobna temu, o čemu se da je zgodilo. In tehnično bo to verjetno sposobno, mislim, do leta 2017, da nekje imajo ta plan, potem je pa treba enostavno samo še vsebino dati noter. To so pa recimo neki programi in imaš lahko praktično računovodski program za vse. Torej, sektor države je isto tak, ki gre v to smer in seveda tudi, tako rečem, računovode v računovodskih servisih boste verjetno morali slejko prej razmišljati in se bodo na nek način spremeniti. Torej, delovni procesi, poslovni procesi bodo bistveno drugačni v prihodnosti. Vse nekateri so že, nekaj to že zaznavamo sproti, ali pa nekaj sploh ne zaznavamo, pa se dogaja. Glejte, e-računi so šli takole, čez noč skozi, ne? Jaz sem presenečen, da relativno malo drugih družb, ki niso sektore države, nima zdaj e-računov še.
nekaj iz inercije, nekaj iz drugih zadev, ampak če sedaj povežemo davčno blagajno, pa e-račun, pa recimo nek share service center, pa zraven dodamo še nek računalniški program, računovodski, kjer se lahko naredijo, jaz mislim, da odgovorno lahko trdim, vsi parametri za potem vrednotenje, potem imamo problem. Potem imamo problem. Recimo vrednotenje, smo se zdaj pogovarjali pravi, jaz se tako vrednotenje, to se pa ne da narediti. Se strinjam pri velikih družbah, ampak pri malih, enostavno notrne se šircem kaj s tem. Popravki vrednosti terjatov. Na 60 dni je 30%, zmišljujem se, na 90 dni 20% računalnik, to sam računal brez kakršnega problema, pa še bodo rekli, ni tistega subjektivnega faktorja, da bo zdaj nekdo zraven rekel, ja, mi pa tega ne bi, pa tako naprej. To bom lahko povezal vse za zaloge, za vsako kategorijo, pa ni smisel danes, da se gremo to, ampak verjemte, to se da naredi. V nekaterih primerih poznam primere v Sloveniji, za slovenske družbe, obračunajo DDV knjigovodjo v tujini. DDV plače obračunavajo v tujini, vse. Tukaj je samo nekdo, ki evidentira, kdo je prišel, kaj je prišel, vsi drugi podatki so noter in to je to. Celo obrazec DDPO je narejen v tujini, praktično do konca, potem pride pa tukaj samo še tisti final checking, tako rečem, ki ga pa ponavad delajo nekateri iz, Big Four, ki imajo te servise, torej predčekirajo tiste postavke, še nekaj to da in stvari tako. Nemi tekst. Mislim, da pomen današnje problemi za tem, da se tega poskušamo zavedati in da poskuša vsak pri sebi nekako razmisliti, kaj se bo zgodilo. Mi smo premehni, da bi to lahko tok zgodovine kakorkoli drugače obrnili. To bo slejko preverjetno dejstvo. Samo tisto, kar je vprašanje časa. Čas je tista zgodba, ki bo odigrala bistveno vlogo. Ok, zaenkrat hvala. Sašo, je zbornica do sedaj že kaj zaznala pritiske v zvezi z digitalizacijo? Zdaj, čeprav razumem, stvari se bodo spremenile, zdaj, dokaj se še šteje zbornica do 3 članov ali kako, da bo šlo tako čez noč, ampak smo imeli že na zbornici kakšne izkušnje samo digitalizacijo, mogoče v preteklosti zdaj računijo, zdaj davke. Seveda, težava z digitalizacijo, jasno, da zaznavamo strani naših članov, ampak glede na to, da smo na tej okrogli mizi 2 iz računovodskih servisov, mogoče bomo se bolj Kseniji prepustil pogled enega računovodskega servisa. Jaz pa bi mogoče raje opisal oziroma malo dvignil moralo glede na prejšnjega govornika, glede okolja, v katerem tile naši računovodski servisi sploh delujejo. Aprila letošnjega leta je bila ena raziskava o digitalni transformaciji s majhnih in srednjih podjetij v Sloveniji, kjer je v bistvu bilo nekako raziskano, na kak način ta podjetja poslujejo, koliko uporabljajo socialna omrežja, koliko uporabljajo e-trgovino, koliko uporabljajo prenose podatkov. Mi kot računovodski servisi vemo, da je pri nas to relativno močno razvito. Zanimivo je, da je to tudi pokazala ta raziskava. Slovenija je v 95% nad povprečjem v Evropski skupnosti. V velikem številu teh vprašanj oziroma odgovorov na ta vprašanja se nahaja celo med prvimi 3. Zelo dobri smo v e-trgovini, kar je bilo jasno prikazano tudi v prispevku, kjer smo videli, na kak način se je razvila tale trgovina z ličili. Predvsem je tu business to client, na drugem mestu je business to business. Opazen pritisk, če se dotaknemo še računovodij, je definitivno na zaposlovanju, ampak je pa ne v smislu, da ne bi zaposlovali oziroma da bi iskali recimo temu digitalno izobražen kader,
Je pa predvsem zanimivo to, da družbe veliko vlagajo v izobraževanje obstoječega kadra. Se pravi, se definitivno zavedajo tega pritiska in iščejo tele rešitve znotraj lastnih resursov. Zanimivo je tudi to, da so povedali, da imamo izredno velike možnosti za hiter preboj, ko bo enkrat ta digitalizacija dejansko zajela vsa področja. Seveda, vsaka taka analiza pokaže dobre in slabe lastnosti. Slabe lastnosti so zanimivo, da ni bilo omenjeno, da podjetja ne zmorejo prehoda v tale novi digitalni način, oziroma da ga niso že na nek način obvladali, ampak je predvsem je bil zanimiv podatek, da imamo zelo slabo pokrito omrežje z internetom visoke hitrosti. Tega se zavedamo tudi mi, kot računovodski servisi, kjer zaznavamo težave z prenosi raznih podatkov med našimi strankami ali pa v komunikaciji z državnimi inštitucijami. Zanimiv podatek, da zelo malo uporabljamo oblake za tele naše aplikacije, je verjetno povezan s tem, da je ta internet trenutno še nekako ozko grlo. Jaz mislim, da kar se tiče računovodskih servisov, pa lahko rečem optimistično, da smo mi že v štartnih blokih na začetku tega finiša. Zdaj, vprašanje je, če imamo dovolj dvignjeno glavo, da vidimo, kje je konec, oziroma kako dolga je tale pot in če bomo zmogli preteči. Dobro, no zdaj že malo boljš, no. Ksenija, povej, pri vas v firmi, kaj, elektriko imate, internet imate, kaj imate še, kar bi v bistvu ta digitalizacija morala vsebovati? Seveda pa vemo, da je to širši pojem. Kako je zdaj to urejeno v podjetjih? Zdaj, jaz bom mogoče tudi ravno na sred sedim, no, tako da bom malo ublažila tele ekstreme. Dejansko je res to, kar smo se pogovarjali, ali pa kar je bilo izpostavljeno že včeraj na zboru, malo pa za tiste, ki vas ni bilo, druge stvari bomo mogli delati, oziroma kaj dejansko sploh lahko ponudimo, kaj naše stranke pričakujejo sploh od nas. Jaz tukaj verjamem, da večina od nas, ki smo danes tukaj, se tega dobro zavedamo, da bo treba stvari spremeniti. Tisti, ki jih ni, žal, ali pa po eni strani bo nekaj mogoče pa fino, ne? Na vsak način hočemo narediti malo selekcije, kar se tiče tudi servisov, in sigurno bo digitalizacija to pač naredila. V prvi fazi, ne vem, kaj stranke pričakujejo od nas. Ja, pričakujejo tista knjiženja, obračune, davčne obračune plač, letna poročila, ampak podjetnikom je to zdaj že tako zelo pač jasno, okej, to je normalno, kar dobim, ampak jaz pa želim nekaj več. Zakaj pa moj računovodja mene ne opozori, da je nekaj novega? Zakaj pa meni ni povedal, da lahko imam zdaj tudi plačo, da ne rabim biti na poslovodenju? Dejansko od nas pričakujejo, da včasih celo pač razmišljamo na mesto njih, da jim damo odgovore, preden nam sploh zastavijo kakršnakoli vprašanja. To se predvsem dogaja na teh strankah ali pa na teh podjetjih, bom rekla, ki imajo slovensko lastništvo, no, ki je pač lastništvo znotraj Slovenije. Tukaj bom pa malo, doktor Rodar je prej govoril o ta velikih, kako stvari odnašajo ven. Ne odnašajo samo ta veliki, ampak odnašajo tudi ta majhni. Vsi tisti, ki imajo tujce lastnike. Zdaj, ker imamo mi izkušenj s tem, sreči zaenkrat odnašajo samo knjiženje, pa zato, da imajo oni podatke res ažurno pri sebi.
Kar se pa tiče poročanja po naših predpisih, sodelovanja z našo davčno pravo in tega, te stvari so zaenkrat še v naših rokah. Rekla sem zaenkrat, zato ker ne vemo, kdaj bodo mogoče tudi te stvari odšle. Tako da... Ja, no sej ne gre čez noč. Dejstvo je, da vse se ne da avtomatizirati, ne. Zdaj smo pa seveda, Igor, pri tebi, ne. Zdaj, bom rekel, zvirni greh ali rešitelj vsega. Namreč IT je tisto, kar je v tej zgodbi verjetno zaenkrat daleč najpomembnejše, čeprav še enkrat digitalizacija ni samo IT, je še marsikaj drugega. Igor, v Sloveniji, jaz mislim, smo mi kar nekaj že stvari naredili do sedaj, ne? Ja. Jaz mislim, da smo vsi skupaj veliko naredili. Sam IT kot tehnologija ni vreden v principu brez vsebine čisto nič. Tako pomeni, vsak od nas lahko naredi aplikacijo, kot ste videli tudi na telefonih, na računalnikih, imate kup enih aplikacij, ki so neuporabne. Pa ne zato, ker so narejene v enem informacijskem jeziku, ali pa uporabljajo eno paradigmo, ampak zato, ker se niso posvetili temu, kar sami uporabniki hočejo imeti. In zdaj počasi svetujemo računovodski servisi, pa ponudniki IKT rešitev na tem področju, od finančnih do drugih, postajamo skupaj en ponudnik. Kar pomeni, da bo edina varianta bo, da bomo mi pravzaprav vidni tem uporabnikom skozi te sharing center, kar pomeni, da na drugi strani tudi sedijo neke računovodje, delali na enem programu, pa na koncu biti uporabnik neko rešitev skozi eno vhodno točko. Tako da počasi bo to skupni servis. Mi smo do zdaj delali v glavnem na tem, da smo rešili zajem podatkov, kar pomeni elektronske odnjave računov in podobno. Delali smo na tem, da smo imeli orodja, recimo neke ERP, različnih ponudnikov, kjer se dela na urejanju, dodelavi podatkov, zato da so pravilno pripravljeni za knjiženje glavne knjige in tako naprej. Delamo na poročanju, na avtomatiki, potem komunikaciji z državo in tako naprej. To je za nas vse ena funkcija. Postavljate, se dobil eno orodje za knjiženje, za likvidacijo, eno orodje za skeniranje, eno orodje za... Kaj se je zdaj zgodilo pri računih po preostalih stvarih? Začeli smo se povezati, kar pomeni, da so aplikativci se povezali s ponudniki elektronske izmenjave, so se povezali s ponudniki dokumentnih sistemov in smo začeli skupaj delati, ker sam za enega ni mogel vsega rešiti na dosti dober način in ni mogel biti dovolj kvaliteten. Tako da isto se bo dogajalo po mojem tudi na strani ponudnikov to vrstnih storitev, ki vi ponujate. Na koncev bo čisto vsem, kje dobi to rešitev. Trenutno v Evropi že ponujajo cloud rešitve, ki niso v Sloveniji za računovodstvo, ki ponujajo tudi v Sloveniji. Kar pomeni, da ni treba uporabljati slovenske rešitve, ampak je ponudba čisto iz nekega tujega vira, ki so se prilagodili v našem okolju. Jaz bi samo še eno stvar povedal, kar je pomembno. Mi smo toliko slabi, kot je bilo že rečeno. Če pogledamo po e-računih, po tem delu izmenjave, tudi na pobudo države, smo v vrhu, to se pravi mi pa skandinavci. Tudi, če pogledamo, Italijani se izmenjujejo skenirane dokumente, pa zdaj ugotavljajo, da so s tem naredili korak nazaj in da se niso prilagodili novim izzivom. Tako da, čeprav je bil napor relativno velik, vseh nas, imeli smo skupaj, zbornica, UEP, DURS, računovodje, smo imeli več kot 200 tečajev po Sloveniji. Brez tega ne bi mogli biti toliko uspešni, kot smo bili, čeprav bi še zmeraj zelo naporno. Tako da, jaz mislim, da moramo na ta način delati naprej in našim uporabnikom skupaj ponuditi največ. Največ moramo pa graditi na zaupanje. Če nam navijo oni zaupati, da bojo pravilne informacije, da bojo pravilne podatki, ne bomo pravzaprav prišli nikamor in trenutno je problem zaupanja. Trenutno se v elektronsko poslovanje kot tako, ali to digitalno ali interno ali zunanje, ne zaupa dovolj. In jaz mislim, da tukaj imamo velik izziv, tehnologija zraven, ampak zaupanje. Zato je prepoznala tudi Evropska unija, ne vem, če poznate direktivo IDAS, tam piše, da morajo biti vse storitve, ki temeljijo na zaupanju, certificirane. Kar pomeni, da bomo mogli končnim uporabnikom skupaj ponuditi neke vrste certificirane storitve, ki jim bojo zaupali. Na današnjem internetu, poiskali računovodja, bo to na kitajskem en delu pa skril podatke ukradlo. Razumete? On mora vedeti, od koga dobi informacijo, od koga dobi program, od koga dobi svetovanje in kdo za tem stoji. Tako da jaz mislim, da smo mi tukaj zdaj na robu med tem novim paradigmom in med v principu interno digitalizacijo, ki je po mojem pa že dobro odprta.
Ampak glede na to, da prek vas gre kar nekaj potrjevanih računov, to svojim strankam s pridom svetujemo in počnemo. Zdaj, kaj pa mi računovski servisi, smo pa tudi vsi na računih. Ja, zdaj mogoče to, kar se tiče naše firme, ki ponuja elektronsko izmenjavo računov, mi imamo trenutno vključenih približno toliko firm v to elektronsko poslovanje z računi kot banke. To se pravi banke, pa Bizbox partnerji, to nismo samo mi, ampak je ogromno ponudnikov Apple, ki s tem skrujemo, imamo vključenih približno 11,000-12,000 firm, ki med sabo lahko izmenjujejo račune. Hec je, da firme grejo predvsem zaradi velikih svojih partnerjev, ki zahtevajo račune, ali pa po drugi strani pošiljajo, ali pa države, ki je tudi velik partner, so šle izredno to. Nas je presenetilo, prejšnji mesec smo delali analizo, da zelo malo računovodij izmenjuje račune, ker pomeni oni za svoje poslovanje. Računovodski servisi zelo dobro obvladujejo račune elektronske svojih strank. Svojih pa ne. To nas je relativno dosti presenetilo, ker smo računali, če znaš to delati, če staviš račun stranki, ki ga boš itak na koncu pokrižal, deli elektronsko, ker pomeni delaš v svoje koristne. In se mi zdi, da ta preskok še ni. Ja, ne, sam mi tako delamo po zakonu, ti zgledaj zakonsko potrebno, to še ni zakonsko potrebno. Dobro, gospod Bohar, smo še v okvirih, ni samo IT in tako dalje, je še kaj več. Bomo se premaknili na naslednji krog in sicer dejstvo je, kaj nas čaka. Ksenja, zdaj tu bom tebe malo povprašal, namreč digitalizacija je marsikaj, so dejansko poslovni procesi, so navade, predvsem so ljudje, ni samo žal IT, to bi bilo še najenostavnejše. Z ljudmi pa verjetno pa ni tako enostavno, ker v procesu digitalizacije verjetno se bomo morali tudi mi vsi miselno malo spremeniti. Ja, se strinjam. Mogoče predvsem zaradi tega, ker določene spremembe, določene novosti grejo zdaj res zelo hitro noter. Sej smo prilagodljivi, sej smo šli iz papirnatih virmanov na e-banko, pa na e-davke, pa zdaj vem, pa so to pač elektronsko poslovanje, bom rekla, ampak verjamem pa, da pa to, kar se bo pa zdaj dogajalo, zelo hitro prišlo in če se ne bomo zavedali te digitalizacije oziroma spremembe, bomo ostali tam, kjer bomo imeli še vedno zelo veliko knjigovodij, ki znajo zelo dobro delati s podatki. Te podatke znajo zelo dobro vnašati in so zelo skrbni, zelo natančni. To res obvladajo. Vprašanje pa je, a znamo z teh podatkov narediti tiste informacije, ki jih potem bodo naše stranke, v bistvu tisti, ki nas plačujejo, dobili. In tudi tukaj mislim, da je že v prispevku je bilo pa ta prva stvar, ki bo za knjiženje nam mislim, da počas skoraj nihče več ne bo pač plačeval. Torej, moramo ponuditi nekaj drugega. To je dejstvo. Zdaj, definitivno se bodo vsa knjiženja, če smem temu tako reči, spremenila v neke informacije, v neko podatkovno bazo, v nekaj, dokaj smo govorili, ustvariti potrebo po prodaji informacij. To se pravi, definitivno bo računovodja moral svojemu naročniku drugačno storitev prodati. Nekaj v tej smeri bo verjetno šlo. Se strinjam. Verjetno se bo bistveno spremenila vloga računovodje. Mislim, da ste vi tisti prvi, ki lahko sami to spremenite. Jaz vidim sodobnega računovodja tako nekako v bodočnosti takega, ki upravlja s podatki so seveda rast naročnika, vendar ta naročnik ima en kup podatkov, pa včasih ne ve,
zakaj jih ima, pa kaj z njimi početi, pa kaj mu ti podatki kažejo, malo tudi za naprej, pa take stvari. Vi pa se s tem vsak dan ukvarjate, veste, vidite, razumete, poznate še druga področja in vidim nekega sodobnega računovodja tudi v manjših servisih, torej v manjših družbah, pustimo to velike, v tem, da bo neke vrste, kako bi te imenoval, svetovalec, v tem primeru direktorjev, lastnikov, komorkoli, ampak ne svetovalec tega klasičnega računovodskega dela, tudi, no, kaj je dobiček, ampak to so stvari, ki so več ali manj znane. Ampak predstavljajte si, sami dobro veste, kakšne razlike imate. Eden je gradbenik, pa to ne ve, kaj je denar, pa ne ve, kaj je plačana realizacija, pa kaj je fakturirana, pa ne ve, kako je kredit, pa kaj je efektivna obrestna mera, da malo zakompliciram, vi to veste. Zakaj ne bi temu povedal? Aha, pogled, to imaš denar, je to tukaj, na krediti počke, tam je drugačna obrestna mera, so drugačni pogoji. Dobro, takih stvari je cela vrsta, torej svetovati, bom rekel, naročniku vaših storitev, ne te stroge, bom rekel, pa ta stare računovodske zgodbe, ampak tudi nekaj drugega. Pa verjetno niso čisto vešči tudi na področju, kaj s tem, delovnega prava, ne? Pa je treba nekoga zaposliti, pa imate ti ZDR, pa take zgodbe, ne? Eden bo to mogel delati, če ne boste vi to naredili, pa verjetno šel nekoga, kaj se kolega vpraša, pa tako naprej. Zakaj ne bi računovodja, ki imate ta znanja, jih nekako združil, pa rekel, poglej, jaz sem tvoj svetovalec in bom delal v tvoje dobro in bom poskušal poiskati rešitve, nujno, da boste sami znali, da mogoče se tudi vi z nekom ali pa zbornico, s kom drugim posvetovali. V tem primeru bi se dal pa to tako narediti, pa ta stvar je pa idealna, bolj tako, pa ne pa je do tist posel, tam zadaj imaš taka tveganja, pa poglej, recimo, dobavitelj je, ali pa kupec je kritičen, že nekaj časa ne plačuje. Sej, ideja je pač o tem, ne, lastnik je lastnik, to je lastniška funkcija, en če direktor je upravljalec, vi ste pa računovodja, torej te funkcije so malo, bom rekel, vezane med sabo. In tisto, kar je prednost vas je, da te podatke, mislim, da ta znanja imate, mogoče jih je treba še nadgraditi, pa drugače komponirati, in jih lahko ponudite, ampak jih treba ponuditi. Treba do njega pride pa reči, gledaj, tole bi bilo pa takole zanaditi. In verjetno, če boste sprejeli prave odločitve, pa mu dali pravi nasvet, bo on tudi za to pripravljen nekaj plačati. Ne? Ker bo takoj videl, da je to boljše, kot da on sam, recimo, da gradbenik razmišlja, pa ne. On ve, kaj bo zgradil, koliko so, recimo, tolerance v gradbeništvu in podobne stvari. Ne ve pa, kakšne govoriko finančnih zgodb. Ne. Podobno je z davki. Ne. Vse veste, davki. Ne pa zanima praktično samo, koliko davka plača. Vse to že zdaj delate. Ne. Bomo rekel, davčna optimizacija, tako je podobnega. On praktično ne ve, kako pozeti, no, ne vsi, ne ve, drugi pa ne. Zakaj bi se on s tem ukvarjal? On se z biznesom ukvarja. Vi pa se ukvarjate s tistem, pa ne bi se ta sodobni računovodje ukvarjal s tistem, kar ima znanje, kar ima komparativno prednost. In tukaj jaz vidim zdaj ta razvoj, kjer lahko potegnemo nekaj iz tega. Ne. Dejstvo je to, če mi tega namo stvari, bo verjetno nekaj drugo. Zato, ker informacije so danes zelo hitre in to je tisto, čim smo začeli. Ja, da se nam zgodi, da bo enostavno podjetje imeli nekje v oblaku svoje podatke, potem pa lahko dostopa do njih, kdor bo pač pooblaščen in naj jih obdeluje. To se zna zgoditi. Gospod Bohar, dejstvo je, da zdaj smo pa šli do tega srža, ne? Spremeniti je treba poslovni proces. To je verjetno ključna zadeva. Sej ne bomo kar zginali z tega obličja, daleč od tega, ne? Ampak spremeniti poslovni proces, uvesti nove storitve, drugače se prilagoditi, ker verjetno to naročniki pričakujejo. Pa jaz se bom takoj navezal na mojega predhodnika, če se mogoče zdaj razume, da morajo samo računovodje spremeniti poslovni proces, bi zdaj malo zasukal iz stališča elektroindustrije, mi v tem trenutku rabimo proaktivne računovodje. Pa bom povedal zakaj. Pri nas postavljamo na noge storitev, ki se reče Digitalna akademija, ki naj bi v 3 fazah pripeljala podjetje iz industrije, recimo elektroindustrije, ali pa zdaj smo se tudi povezali z lesarsko industrijo, v 3. stopnji do oblikovanja digitalne strategije, kako se bo to podjetje transformiralo.
Digitalizacija finančnih in računovodskih operacij v nekem podjetju je tisti prvi vstopni korak. In če računovodje sodelujejo pri postavljanju te strategije za podjetje skupaj z ostalimi strokovnjaki, ki bodo neko podjetje digitalno transformirali, potem so vsi nastavki za bodoča svetovanja v tej strategiji že zdaj zapisani. Ker ste od začetka zraven, gradite ta sistem, ki ga morajo itak vsa podjetja na noge zase individualno postaviti. Ni nekega Microsoft Office paketa, ki bi ga inštaliral in bi že bil digitaliziran. Čist pri vsakem podjetju so specifike, čist za vsako podjetje bo posebna strategija. In mi kot industrije se moramo začeti med sabo povezati. Mi vas rabimo. Koliko si je pripravljen stopiti v take zadeve, ki so v bistvu inovativne, vnaprej se še ne ve rezultata, ampak če pa skupaj skočimo zdaj na ta vlak, se lahko pravočasno skupaj naučimo, pa potem res skupaj ponudimo neko kvalitetno rešitev in oboji ob tem preoblikujemo svoj poslovni model. No, s tem bomo še tudi na koncu malo več 10 povedali o sami tej akademiji. Sašo, kaj zdaj na zbornic, vse nek so nam kinali, tega več nimamo, zdaj ne vem, začnemo lahko propagirati. Zanj je bilo všeč tista ideja, zakaj vedno na račun napišemo, zaračunavamo računovodske storitve ali pa mogoče celo par stvari specificiramo. Zakaj ne bi zaračunali obdelavo podatkov, pa uporabo IT-ja, pa uporabo vseh teh stvari, ki jih moramo mi pri svojem delu uporabljati, pa še en kos nekega svetovanja smo ga nudili, pa mogoče bo na koncu stal še en prostorček za neke knjiže. Zdaj, verjetno, s temi podatki se da kaj narediti, ali arhivirati, ali čez dokumentarni sistem spraviti, ali verjetno nekaj tazga bo šlo to naprej. Zakaj še vedno pišemo za računovodske storitve? Verjetno zaradi tega, ker smo računovodski servisi še edini, ki ne uporabljamo e-računov za izdajo največjih strank. Ne vem, po eni strani smo računovodje zelo čudni ptiči. Kakorkoli nam nekdo upelje kakšno novost, na katero se moramo navaditi, je vedno revolt. In je vedno skoraj obvezno, da to ne bo šlo. Vse bo zamrlo, novi programi se bo zaustavili, nov zakon seveda, 2 meseca preden bo začel veljati, ga bo anulirali. Ni res. Stvari se razvijajo naprej, mi se pa prilagodimo in delamo dalje. Ampak naša miselnost ostaja. Mi se bomo morali znotraj tele digitalizacije krepko spremeniti. Čeprav obstaja strah in pritisk na delovnih mestih, definitivno digitalizacija bo udarila po zaposlovanju. Ampak je zanimivo, da pravijo, da na 2 izgubljeni delovni mesti bo digitalizacija ustvarila 5 novih. Mi bomo znotraj računovodskih servisov z vsemi temi podatki, ki jih imamo, z vsemi temi podatki, ki nam bo jih dali in zaupali, ker informacije so plaha ptica, to zbeži 1, 2, 3, morali zelo pazljivo delati in jih pazljivo analizirati. Se pravi, nek knjigovodja, ki je zdaj knjigovodja, bo moral definitivno svoje znanje krepko upgrade, da bo postal nek analitik, ki bo potem to znal predstaviti oziroma na nek način tudi predložiti računovodji, ki pa bo zelo zanimivo prevzel vlogo tega, kar je že dr. Bergant pred davnimi leti napisal. Se pravi, informacije v upravi in napovedovanje dogodkov. On je bil zelo strog do tega, kaj računovodja sme in kaj ne sme delati. In to, kar mi delamo, je to, kar načeloma ne bi smeli. Zdaj še. Ja, seveda, da bo to vse spet temeljilo na IT-u. To so v bistvu, vse, kar računovodje imamo ogromno bazo podatkov. Bom rekel, vir informacij. In dejstvo je, da smo mi že direktno hodili, brez nas itak ne moramo. Itak smo že vpeti v podjetja, tako da seveda najlažji in najhitrejši smo mi pri teh zadevah, da v bistvu to sebi vprit obrnemo. In seveda tle IT, ali se pravim, čez neke dokumentarne sisteme, ali tle bo verjetno tudi v prihodnosti IT se razvijo. Ja,
ogromno izzivov imamo po mojem, da pokrijemo vse potrebe, ki jih imate. Prva stvar, ki se po mojem niti ne zavedate, je v tem, da ste vi skrbniki tok in tok identitet. Kar pomeni, vi za vsako firmo, za katero delate, v principu skrbite za njihove podpisnike, za njihove identitete, uporabljate to v vsakodnevnem življenju, tako kot so certifikati, podpisi, pooblastila. In to je neka stvar, ki jo ne dajo vsakom. In če boste si to zagotovili od stranki, in če boste tle neke vrste varuh pravilnosti poslovanja, kakorkoli temu rečemo, boste s temi stvarmi mogli delati zelo, zelo skrbno. Morate računati, da en certifikat pomeni tudi, da lahko dostopate do osebnih podatkov, in to smo se prej pogovarjali, lahko pomeni, ne vem, izguba nek problem. Ne? Tako da to je en del. Drug del so podatki pa dokumenti. Tako na eni strani identitete, na drugi strani pa podatki in dokumenti. Če jih boste pravilno hranili, če jih boste na pravilno način lahko ponujali svojim strankam v uporabo, ali to na telefonu, kjerkoli, ali pa če boste iz tega delali neko dodatno storitev, kot je bilo prej omenjen, kar pomeni, da jim svetujete in namesto njih prevzamete določene odločitve, bo zelo koristno. Ena stvar pa to zaupanje, kar sem že prej začel, je dan današnji podprto ali pa zahtevano tudi z nekimi parametri. Tega se mogoče še ne zavedamo. Shranjevanje na lokalen disk teh dokumentov je lahko nevarno pri problemu. Shranjevanje oblak je lahko problem, ker ne veste, kam shranjujete. Lahko ti kdo najde, lahko to kdo odpre, pa je lahko to problem. In to lahko podre vse vaše zaupanje ali pa kvalitetno delo, ki ste ga imeli nazaj. Tako da trenutno se s tem vsi skupaj ukvarjamo, IKT industrija se ukvarja s tem, da bi skušali ponuditi take storitve, da so varovane, da vidite, kje so informacije, da stranka ponudite to zaupanje, tudi vi preko informacijskih rešitev. Tako da kle je glavna razlika, mogoče tudi, ker ste kdaj slišali za certificirano e-hrambo ali pa za neko rešitev v oblaku, kar tako. Največja razlika je v tem, da se vsaka transakcija v teh certificiranih hrambah shrani, da jo država nadzira, kar pomeni, da vsak mesec, vsako leto jih pregleduje in spremlja in na ta način dobite določen dodaten nivo zaupanja. Tako da meni se zdi, da smo s tem mogli izredno veliko ukvarjati, ker bomo mi skupaj prevzeli pravzaprav neko funkcijo od firme. Ne samo kot svetovalca, jaz mislim, da bo šlo korak naprej. Ne, da boš svetoval njemu, kaj ne naredi, ampak da boš tam iz tega to naredil. Tudi že zdaj vi to počnete, samo da bo zdaj pač to v digitalnem svetu. Ja, ampak mi lahko upeljemo storitev, bom rekel, nekega certificiranega arhiva. Kako je s temi zakonskimi omejitvam pri nas? Ja, trenutno je to tako, da če pogledate, vsak država dopušča, da vsak shranjuje dokumente ali pa informacije na poljuben način. Da se prav nobenemu razen državne uprave same ni treba pravzaprav vnaprej predpisano imeti certificiranih arhivov ali shranjevanja podatkov. Kar je pa pomembno je pa v tem, da ta dokument na sodišču ne velja. Kar pomeni, mi morate z izvedencem dokazati, da je ta dokument res tako, kar je nastal, da ga je res podpisal tisti, ki ga je podpisal in da se vmes ni spremenil. Kar pomeni, če pa imate sisteme, ki zagotavljajo nespremenljivost, prepoznavanje podpisnika ali pa avtorja tega sistema in zato so te certificirani sistemi, v tem primeru pa vam tega ni treba dokazovati. Tako da glavna razlika je v tem, ali država priznavate dokumente v davčnem ali pa nekem pravnem postopku ali ne avtomatsko. Se bo to kaj spremenilo vdaj v naprej? Ne, v principu gremo še korak naprej. Prej sem že omenil ta IDAS direktiva, ne bo se več certificirali samo hram, ampak se bo certificirali vse storitve, ki jih bo država prepoznavala kot tiste, ki morajo biti temelj zaupanja. Tako da, kjer je točno še ne vemo, zaenkrat so to sigurno certifikati pa hramba, ali bodo to mogoče tudi računovodske storitve v oblaku v prihodnje, ne vemo. Jaz mislim, da bodo, ker so take, ki firme jih morajo zaupati. Počas gremo to, ker pomeni, v Sloveniji se bo to peljalo 2018. Do takrat smo v prihodnem obdobju, tako da to bo jutri. Ampak dobro, zdaj bom še bolj egzaktno vprašal. A bom jaz lahko zaračunal 2 mega podatka na disku vsi mi zasedel in to košta tok, pa vzdrževanje 2 certifikatov je tok, pa še en košček zaupanja zraven. Jaz mislim, da ja, samo moramo te ponudbe, te pakete pravzaprav pripraviti skupaj izvajalce teh storitev pa računovodje. Jaz mislim, da vsak za sebe je nekoristen. Da se prav vsak hranjenje dokumentov brez uporabne vrednosti brez veze. In jaz mislim, samo če bomo skupaj definirali to ponudbo, bomo uspešni. Stimanja. Ja, to se pravi, da če sem jaz prav razumel, se nabor storitev v računovodstvu širi.
Definitivno. A se o tem govorimo že nosto. Preveč se ozirjamo. Samo malo drugačne bojo, ne? Drugačne, ja. Jaz bi jih rad zdaj napisal, pa še podražil. Ja, ti bi rad naredil zdaj že en fiksni katalog storitev, ki jih bomo upravljali, ne vem, čez 5 let. Ne pa vse ukinil, ne. Ja, no, govorili smo tudi seveda o poklicih, ne, od, bom rekel, ne bom rekel sistemski analitik, ker to je bolj IT-ovsko, ampak nek upravljalec s podatki, upravljalec z bazami, neki finančni poslovni svetovalec, definitivno bo te poklici oziroma te zadeve, ki podjetja rabijo, poklic računovodja se bo spremenil v tem, da se bo izvajale drugačne storitve. To je smisel vsega. Imaš mogoče kakšno idejo, Sašo, kaj zdaj, kako naprej, kje je zdaj, kaj se najbolj možnost povezovanja manjših računovodskih servisov. Smo mi na tem nivoju danes, da v bistvu lahko vsak računovodski servis transformiramo na ta nivo, ki smo ga zdaj opredelili. Jaz mislim, da majhni računovodski servisi tu nimajo ravno nekih velikih možnosti, da bi lahko ponudili ravno vse storitve, ki jih bodo naše stranke zahtevale v prihodnosti. Skoraj zagotovo bo prišlo do nekega povezovanja v smislu, recimo temu sharinga storitev, kjer bo prišlo do specializacij na določenih področjih v določenih servisih. Se pravi, za eno stranko bomo iskali podatke in rešitve znotraj ene skupine majhnih servisov, ki bodo poslovno sodelovali. Kaj bo konkretno zbornica v prihodnosti naredila, da bomo šli skozi ta proces digitalizacije mogoče malo lažje skozi? Omenili smo pač digitalno akademijo, mogoče kaj več o tem. Tako, skupaj z zbornico bomo organizirali tole digitalno akademijo. Že v novembru je prvi sklop, kjer bomo na nek način poskušali prikazati, v kaj gremo. Dejstvo je, da jaz mislim, da bo ta digitalna akademija se razvijala tekom samega izobraževanja, ker se bo na tak način kazale potem tudi potrebe na določenih segmentih, kaj je potrebno poudariti in kaj je že na nek način narejeno. Zbornica bo vsekakor, jasno, da spremljala razvoj tega okolja, v katerem delamo in pritiske strani naših naročnikov. Tukaj absolutno pozivamo tudi vse naše člane, da nam na nek način dajo svoje ideje in dajo svoje razmisleke, da vemo, v kateri smeri vam lahko pomagamo v tem razvoju. Ja, ker se mi zdi, da bo to kar ena izmed stvari, kjer se bo zbornica aktivno v to vključila. Zdaj bi pa jaz sam še prosil naše tehnike, če mi lahko v bistvu izvedemo še tole našo kratko anketo. Ultradigitalno. Ultradigitalno, ko smo ravno pri takšni temi, namreč to pot pa lahko prižgete svoje mobilne telefone in če se povežete z odprtim Wi-Fi omrežjem, ki je kongres, in seveda vtipkajte tale spletni naslov, kjer boste vnesli kodo in bomo že sprot na 3 vprašanja odgovorili in bomo tudi približno videli rezultate, sprav gre bolj za preizkus, bomo rekel, neke sodobne tehnologije, tudi na tem nivoju. Včeraj smo imeli eno zanimivo predavanje, Dejana Roliča, ne vem, vsi ga niste slišali, škoda, namreč s to generacijo Y je res križ, in preden boste vi zdaj v omrežje najdli, oni bi že na vsa 3 vprašanja odgovorili. Kaj šele, kako jih bomo poknjižili in kako jih bomo sploh spremljali, ker so čist prehitri s temi svojimi, vse imajo na telefonu, vse imajo že
Oho, evo, mlajša generacija. Še. Sej tamle, vidite, človečke približno, koliko vas je, bomo malo počakali, da se vas bomo malo več nabrali, potem bomo pa vam dali še drugo vprašanje, no. Ja, digitalna akademija se ne bo tako, mogoče res, gospod Bohane, 2-3, dokler se tele še ukvarjamo s tem glasovanjem, 2-3 besede res konkretno, mogoče od tej digitalni akademiji, če bomo tudi za naše zbornice organizirali, kako bo to izgledalo. Vem, da smo še zelo na začetku tega akademije, ampak vse pa še. Digitalna akademija je zasnovana na 3 nivojih. Na prvem nivoju se slušateljem dal pogled v to, kako disruptivna je ta digitalna tehnologija. Kaj vse se skriva za to digitalno tehnologijo, kakšno moč ima na različnih področjih. Seveda bo to prilagojeno z tehnologijami, ki so dejansko takoj uporabne za področje računovodstva, ker je za vsako industrijo digitalna, druga tehnologija lahko v ozadju, ampak dejansko je primerov uporabe te tehnologije v svetu že na toliko različnih nivojih, da je prav, da se pokaže celovita slika, da se s tem dobi vtis, kako enostavno dostopna je ta tehnologija tudi vašim konkurentom in kaj vse se že zdaj da za to tehnologijo narediti. Na drugem nivoju se gre bolj v konkretne module, kjer se že nakazuje, kako se to tehnologijo da uporabljati v vaših konkretnih potrebah. Tretji nivo je pa, kot sem že prej povedal, personalizirana storitev za podjetje, kjer se skupaj s podjetjem piše digitalna strategija. V tej digitalni strategiji se gre pa preko celotne analize tveganj digitalnih tehnologij za to podjetje in potem na drugi strani priložnosti, ki jih ekipa strokovnjakov, zunanjih strokovnjakov, ki imajo izkušnje na področju IKT tehnologije, vidijo na vašem področju. Izhajamo namreč iz dejstva, da če boste vi kot domenski eksperti sami razvijali IKT znanja, zato da boste razvili tudi potem sposobnost za uporabo teh IKT tehnologij, bo trajalo to predolgo časa, bo šel val digitalizacije že mimo. In naše mnenje je, da to lahko samo dobro naredimo skupaj v partnerstvu z kvalitetnimi IKT strokovnjaki. In na tretjem nivoju bo prišlo točno do tega spoja. Super. Ja, jaz bi mogoče, zdaj ravno ko odgovarjate na tale vprašanja, tale anketa je najboljši teaser za to, kaj bo digitalizacija naredila z našim poslovanjem. 93 odgovorov je premetavalo ta 2 bara gor in dol. Mi se moramo zavedati, da bodo informacije pritekale v naše erpe na tak način, kot so pritekali vaši odgovori v tej anketi. Naredite bilanco z tako dinamičnimi podatki. Probajte. Veš kaj, imaš 180, ne, 95, ne, 40 tisoč dobička. Ne gre, ne? Ampak, če boste uporabljali tehnologijo in če bo ta tehnologija na nek način nam omogočala, kar nam bo seveda predvidevanje in bomo mi znali pravilno analizirati že došle podatke, potem pa bomo pa točno vedeli, v katero smer se moramo obrniti. No, in ko ravno govorimo o primerih dobre prakse, mogoče, da se na koncu tudi tega dotaknemo. Igor, eno vprašanje bi imel, no. Zakaj v bistvu še vedno poštar nos pošto v domovih? Zdaj to verjetno, da bi se pa res že zdavni dali, da nekje z nekega predala pobereš, pa ne samo svojo pošto, ne nazadnje tudi tisto, za katero si pooblaščen. Prva stvar je treba pošto vprašati, koliko so digitalizirani. Ker še zmeri moramo vsi nesati listke, pa pravzaprav brez listke, pa brez osebne kombinacije skoraj ne morate dvigati na pošto. To je prvo vprašanje. Jamre, ne delajo, ampak jamre. Pomeni, da se pošta se več ukvarja z drugimi stvarmi, ne s tem, po drugi strani pa pošta zmeri pravzaprav en kontakt, oseben kontakt za končnim uporabnikom. Moramo razumeti, da tudi digitalizacija se zmeri začne pri prepoznavanju osnovnega uporabnika, ker pomeni, če mi ne poznamo svoje stranke, je ne moramo prepoznati, ne moramo vključiti v svoje procese.
Tako da en del je to, da tretji del, ki je pa zelo pomemben, je pa to, da imamo vse rad papir, ali za na WC, ali pa za kam trgam, ali pa za zavitke v to, ne. Tako da mi papir vse rabimo. Tako da jaz mislim, da pošta je kotarska, ne bomo zgubili, tudi neke vrste socialni kontakt z svetom, ne. Tako da jaz mislim, da pošta ostaja, samo v drugačni vlogi. Pošta, Doktor Roder, inštitut bo sledil vsem tem bodočim spremembam? Kako bomo mi zasledili? Ja, pri nas se tudi spremembe dogajajo na področju najprej revidiranja. Nov zakon o revidiranju malo do konca leta ven, ker bomo del pristojnosti izgubili. Ampak revizijske družbe se tudi temu prilagajajo in je pač taka ocena, to, kar je bilo prej povedano, ne? Da bodo imele male revizijske družbe ogromne probleme, se nekateri že pogovarjajo o združevanju in jaz mislim, da je to pot, da če bomo hoteli preživeti mi kot revizorji, pa tudi računovodski servisi, po one man brand to no go. No, nam rekel no go, ampak veliko lažje bo šlo, veliko bolj bodo uspešni tisti, ki se bodo združevali, ne? Problem je tukaj, jaz temu rečem, problem v slovenstvenih, v naši miselnosti pa nočemo kooperativno delovati, če pa ne bomo mi, se pa jaz bojim, da bo namesto nas to naredil nekdo drug. Tako da mi vsekako te stvari spremljamo, mi spremljamo tudi recimo Brusleno zadevo, ki sicer ne spada sem, ampak je podobna, kar je bilo že prej rečeno. Za velike uporabnike, recimo banke, zavarovalnice pa take, je zelo daleč en XBRL, Extensive Business Reporting Client. To je ena zgodba, ki na prvi pogled posluša kratko predstaviti. Zelo čudno, ne? Tam ni več bilanc pa tako naprej, ampak so v bistvu samo metriki podatki in potem bo vsakdo lahko vsakdo, banke Slovenije ostali, te podatke vlekel ven, kakor bo pasal in bo pač jih obdeloval na vse možne in nemožne načine. Govori se celo tudi mezinarnih zadev. Ampak to so stvari, ki bo da se verjetno zgodile in mi to spremljamo, kaj se dogaja. Meni je kar malo, nisi Y generacija, včasih malo me strah na teh stvari. Zagovorno še naprej. Prej sem rekel, papir ostaja, po drugi strani se nam pa letos do konca leta ali pa na začetku naslednjega leta opezdajo več sprememb. Eno je recimo elektronsko ločenje države, kar pomeni, da nam vsi dokumenti nas čakajo, sistem je narejen, čaka se samo pravzaprav uvedba, tako da boste lahko samo prek elektronskih nabiralnikov prejemali pravzaprav te dokumente. Ne prek maila, ne prek pošte, ampak izključno preko elektronskih nabiralnikov. To je ena stvar, ki nas čaka. Katere dokumente moramo prejemati? Vse, kar jih država izdaja. Kar pomeni vse vročanje, kjer bo država pravzaprav pošiljala ven, bojo bo pravzaprav dobili v elektronski obliki, vsak se mogel prijaviti na providerja ali direkt na državo, se dati pooblastila, ker bo po mojem specifičen tudi primer, da bo mogli razdeliti, vi boste mogli razdeliti pooblastila od svojih uporabnikov in potem boste po mojem mnenju v veliki meri te dokumente prevzemali tudi vi. Druga stvar, ki jo zdaj počnemo skupaj tudi na gospodarski zbornici, je, da pripravljamo register elektronskega poslovanja, kar pomeni, da bodo zavezujoči podatki, da boste videli, kje firme poslujejo elektronsko in kje je papirno, in boste vi lahko svetovali svojim uporabnikom, s kom lahko delajo papirno, s kom lahko delajo elektronsko, in boste malo več informacij imeli, da ne bo pravzaprav te informacije skrite nekje po ERP-ih ali pa po ponudnikih storitev in tako naprej. Tako da tukaj se odpira pravzaprav en širok nabor storitev, ki jih bomo po mojem zbornici poskušali ponuditi gospodarske zbornice Slovenije vsem dom, preko združenj in zbornic. In jaz upam, da bomo pravzaprav en korak naprej pred ostalimi elektronskim poslovanjem in to bo uspešno. Kje razdeva? Na splošno sprejemanje, ko bo varno, To je, da v principu te stvari so razdeljene na dva dela. En del je pravzaprav tukaj varna storitev, preko katerega delujete, kar pomeni, tukaj mora ponudnik storitve zagotoviti varnost teh poti, storitev in vsega tega. Drug del je pa tako, da so v teh storitvah noter podpisani in šifrirani dokumenti, kar pomeni cilje, da je dvojna varnost. To se pravi prvič, da so sami dokumenti zaščiteni, drugič pa, da je sama storitev zaščitena. Kar pomeni, to ni tako, kaj je trgovina ali pa ne vem tam, da se je banka, ker če priješ čez prvo stvar, priješ tudi čez drugo. Tako da nasplošno te stvari niso tako ogrožene ali pa na ta način pravzaprav nevarne. Govorim o elektronski izmenjavi dokumentov, o ročanju ali pa te izmenjavi informacij.
kakor so mogoče neke druge storitve. Tako da zaenkrat tega velikega, ko se temu reče, nevarnosti še ne čutimo na tem področju, mogoče pa bojo tudi večje nekoč v prihodnje. So pa te storitve najbolj dlje nadzorovane. Lahko sam vse že gledam mikrofon, kar izvolite. Pardon, Tatjana Zadravec. Na e-davkih oziroma na spletni strani od tega IT firme smo zasledili, da so e-davki zelo lahki za, bom rekla, za hekerje, za vdor in tega, za preslikati spletno stran in smo mi lahko na tej napačni spletni strani, ki to oddajamo. No? To mene zanima. Država ima trenutno za vsako storitev svojo spletno stran. Storitve niso certificirane vse, to se pravi, nimajo certifikata, zato da bi bili zaupanje vredne avtomatsko. In zaenkrat to je problem. Tako da cilj je, da se naredi register, kjer točno vidite, kjer je strani tista originalna in kjer je tista, ki je pravzaprav pofejkana, kako ne se to drugače rečem. Tako da zaenkrat morate vi paziti. Zaenkrat tle nimate Se strinjam. Ja. Prav? Prav? Ja, saj zdaj je tako, kot vidim. Ne, vse to verjetno ni bilo mišljeno, kot da jo moramo mi prevzeti. Mislim, v dani situaciji smo mi tisti, ja, država bo odgovornost vedno preložila na tistega zadnjega izvajalca. Oziroma v verigi se odgovornost prenaša. Ne? Smo mi krivi na tom, tako da bi prosila predlog, da certificira svoje portale. Jaz bi mogoče tudi dodal samo še nekaj, glede na to, da je bilo zdaj povedano, kaj se bo vse elektronsko prenašalo in za vsemi temi šifrirani in zaščito podatkov. Zadnjič ste vi omenili obremenitev Telekoma, ki je neprimerno višja, kot je recimo v ostalih evropskih državah. Pa bodo naša omrežja še zmogla to? V tem trenutku naša omrežja ne zmorejo niti zagotavljati niti industrijskega interneta, ki bi ga hodila imeti industrija, predelovalna industrija. Tako da jaz računam, da se bo nadgrajevalo omrežje hitreje, kot je po tem trenutku planirano. Upam, da bodo vsi prepoznali potencial v tem. Ne vidim pa v tem trenutku konkretnih investitorjev. Upam, da bodo končno spustili kakšen močen tuj Telekom še ponovno na našo področje. Zdravi rešitev. Lahko poveš, ja. Jaz mislim, da se moramo predvsem zavedati, da imamo dva problema. En problem je, da na določenih področjih Slovenije sploh nimamo dostopa do interneta ali pa primerno do interneta in da moramo zagotoviti vsem enake pogoje za dostop do tega. Kar pomeni pa nas bi morala država vlagati ne v to, da zgradimo boljše omrežje zato, da imamo dva omrežja v nekem okolju, ampak zato, da imamo v principu na vsakem področju približno enake pogoje za dostop. Kar pomeni, da imamo vsi enake cene, ne glede na to, kje si, zato, da imamo lahko na Pohorju ambulanto, ne pa mora biti spodaj zato, ker tam ne more kartice evidentirati. In se mi zdi, da če hočemo imeti digitalno družbo z digitalnimi storitvami države, moramo zagotoviti povsod dostop do interneta. In zdaj moramo, mi se približno kregamo 3 leta za to, kakšen bo tip, in mi zgledali 2 investicijska cikla BIM, namesto da bi skupaj stopili, pa skupaj imeti optimalno rešitev. Tako da tukaj imamo problem, da na majhnem teritoriju malo ljudi veliko ve, pa na koncu se ne moramo zmeniti. Različna ministrstva, različne združenja, različne stvari. Tako da denar je dosti, samo vpliv mora biti večji. Tako da moj predlog je, da kdorkoli ima kakršnokoli besedo, je treba to spodbujati in pa predvsem spodbujati to enakost, kar pomeni po mojem bi mogla država zagotoviti neke vrste enakost, da nekdo, ki živi nekje drugje, da nima večjih stroškov za to, ker ima daljši kabel do doma, ampak da ima pravzaprav enake pogoje pri komercialnih ponudnikih. Če jaz to prav povzamem vse skupaj, očitno treba še precej na neki zakonski podlagi narediti, da bomo sploh lahko šli nek certificiran arhiv. Dejstvo je, da bomo mogli izboljšati vse te internetne poti. Dejstvo je, da očitno tale poštar še ne bo tako hiter,
čeprav ta storitev se mi zdi fenomenalna, ne vem, zakaj se ti dokumenti prenašajo sem pa kaj, no sej, ko bomo vsi na e-računih, bo to šlo malce hitreje, ne. Skratka, ocenjujem, tam 2 do 3 leta imamo še časa, ali se ne strinjamo v tej smeri. Mogoče bi za konec neko tako istočnico popravil nazga od sodelujočih, koliko resnično imamo še na voljo. Evo, vsaj pa ti začne. Ja, glede na razvoj, ki smo ga doživeli v zadnjih 3 letih, ali pa recimo v zadnjih 5 letih, in če to nekako predstavimo v prihodnost, mislim, da se naša številka oziroma naš koledar bo končal tam nekje okoli sredi 2018. Da bo veliki pok. Jaz mislim, da ne govorimo o velikem poku. Jaz mislim, da je ta digitalna transformacija je v bistvu, če jo pogledamo, ena čisto navadna evolucija. Evolucija, ki se pač ne dogaja v naravi, ampak se dogaja v enem drugem zaključenem krogu. Dejstvo je, da se pač moramo premakniti naprej. Pa če dam eno prispodobo. 3 dni že opazujem eno ubogo sivo čaplo, ki tam na točno določenem istem mestu v Savinji kluva in lovi, verjetno ima kak zarod mladih ribic. Ona je na istem mestu in kluva tiste ribe in source njenega prehranjevanja se z vsakim kluvanjem zmanjšuje. Enkrat bo ostala brez zadnje ribice na istem mestu. Ne, mi moramo vedeti več, kot vedeti čaplja, kar upam, da vemo, ne? In se bomo predstavili, ko bomo klunili eno ribico za 2 metra naprej, na boljše mesto, na boljše okolje, z boljšim orodjem in z boljšim sourcem. Gospod Bohar, v vašem mišljenju, koliko časa smo še na, pa rečemo temu, ne bom rekel varni strani, ampak na neki bolj covni obdobja, no. Jaz bom izhajal iz najnovejših podatkov, to so pa rezultati te ankete, ki je pokazala, da ima 70% ljudi tukaj v tej hali zdaj idejo, kaj bi lahko naredila z digitalno tehnologijo za stranke. Zame, ker se pač imam, da sem že del digitalizacije, to pomeni, tukaj so zdaj neke ideje, dajmo jim prostor pa omogoče, da se razvijajo v biznis. Če tega ne bomo naredili zdaj, bo 70% teh idej izgubljenih. Tako da začeti moramo zdaj. Ideje so že tukaj. Zdaj moramo samo še delati začeti. Ja, čez import. Senja, kako nam bo šlo v prihodnje? Tudi jaz se strinjam, da moramo zdaj začeti delati, zato ker tudi mi rabimo čas, da malo, bom rekla, premelamo vse te stvari. Okolje se spreminja. Vprašanje je samo to, a gremo mi v korak s tem, ali bomo pač ostali tam, kjer smo. Tega spreminjanja ne moramo ostati. To je dejstvo, ja. Igor, zdaj tvoj pogled na prihodnost, predvsem rečemo računovodskih servisov. Če dalje več moramo verjetno uporabljati, če že ne drugega, saj e-račune, no? E-račune jaz mislim, da moramo vsi skupaj takoj začeti, kar pomeni, da smete odločitve, da začnete tako delati. Kar pomeni, vzamete si čas, da potem v praksi probate eno varianto, drugo varianto, tretjo varianto. Ne reči, bom začel čez pol leta. Kar pomeni, začnite uporabljati elektronske dokumente, začnite uporabljati vse funkcije, ki jih imate že v svojih sistemih, ki več ali imate veliko. Ker če boste odložili začetek, bo prepozno. In boste odložili, boste znanje, ki ga dobite skozi prakso. Tako da ta trenutek je treba začeti, čas za to, da bomo pa kvalitetno ponudili nove storitve, pa še imamo. To se pravi, ta del še je. Ampak če ne boste začeli tega uporabljati, se ne boste naučili, ne boste dobili novih idej, ne boste imeli kaj v naslednji korak in vmes se bo stvar spremenila in boste spet na začetku. Tako da nujno takoj začeti. To je pravzaprav moj nasvet. Doktor Rodar, zdaj moj kolega Koren bi rekel, jaz sem že hudega ven, no. Ampak, kaj bi pa vi dodali še? Pa sej nekaj dodati, vse smo v tem notor, ne. Jaz imam gazeto, ki je računalničar.
Imate tudi otroki, ki se s tem ukvarjajo, pa skozi na tablicah, pa na tem. Dajte njih vprašati. Zato, ker če ne bodo oni na mesto vas, pa na mesto mene podelali. Ker dejstvo, ta zgodba tako hitro gre in to pa se par nekaj predstavlja tablica, pa recimo GSM in pa tudi take zgodbe. Tu smo noter, ne. In jaz mislim, da bomo lahko to naredili, tisto, kar je pa treba po glasu spremeniti. Torej, ta bo pa šlo počasno. Malo starejši smo že spreminjamo miselnost, pa tako naprej. Ampak se da, moramo biti pozitivni, moramo praktično zagrabati to, pa lejte, kva smo že vse spoznali. Pa da ne še te digitalizacije, pač vode pa je odpor, ne? A se da tehnika, lahko vidimo mogoče rezultate naših anket, kako smo se kaj odzvali že pri tem glasovanju. Se mi zdi, da se je kar precej prisotnih preklopali prek telefonov na te zadeve, ne? In da je bilo kar nekaj glasovanja. To se pravi očitno znamo, no? Ja. Aha, prvo vprašanje je bilo Levice Klele, a lahko še enkrat gor damo nazaj na prvo vprašanje. Aha, smo se znali, še ne, to je drugo, prvo. Ali načrtujemo, ne? No, kje smo jaki teh 3%, ne? No, to je zelo, zelo pohvalno, da gremo v to smer. Drugo vprašanje je bilo... Bravo, Ali smo seznanjeni z zakonskimi okviri za brezpapirno poslovanje, no tukaj je dejansko, je že Igorjev odgovor, nisem v celoti razumel, no tako da ni čudno, da ne vemo čisto točno, ali smo ali nismo seznanjeni, tukaj bo po moje res treba področje. Bo zbornica stopila in pošla v izobraževanje. To bo zbornica morala malo bolj nam pojasniti, kaj se sploh dogaja na tem področju. In pa tretje vprašanje, ali imate ideje? No, ta je zanimiva. Če se jih je 102 odgovorili, pa 2, to je res teh 70 idej, ne? Mogoče čisto en apel, ko boste, in to lahko že ob koncu te okrogle mize naredite, v zadnji imate anketni vprašalnik, dajte to idejo zapisati na koncu pod razno, ne? Da jo bomo razvili. Kaj je tista zadeva? Zbornica bo z veseljem objavila vse te dobre ideje. Ker ideje rabijo neki inkubator, da se razvijajo. Tako, ne. Tudi moram reči, da smo na naši zbornici ponosni, da smo en del iz te digitalizacije praktično že uvajamo in to je dejansko ta standard finančnih razkritij poslovanja za banke. To je čisti primer dobre prakse, kako bodo pač vse računovodski servisi digitalizirali z bankami in to praktično šlo online. Zato smo res veseli, da je tudi Ministrstvo za gospodarstvo ta projekt hudo podprl, upam, da ne samo z besedami, da bo še s čim drugim. Tako da bomo dejansko lahko to sprevedeli. In mogoče za konec 3 besede sem si jaz zabeležil in sicer, ki so se danes največkrat, bom rekel, omenjali na tej okrogli mizi. To je povezovanje, to je zaupanje in to je varnost podatkov. Jaz mislim, da te 3 stvari bodo definitivno krojile, bom rekel, bodočnost tega našega poslovanja in jaz upam, da se vsi zavedamo predvsem povezovanja in pa zaupanja, da so to tiste stvari, ki se moramo mi med sabo povezovati in pa krepiti zaupanje do naših naročnikov, da bomo dejansko še bolj poglobili tam, kjer smo itak že vpeti v njihovo poslovanje. Dragi kolegi in kolegica, jaz se vam vsem prav lepo zahvaljujem za tale klepet, seveda tudi vsem ven, ki ste glasovali.
Tako smo se potrudili, da bomo imeli še kaj od današnjega popoldneva, zvečer se pa seveda vidimo naprej po normalnih protokolih. Hvala lepa vsem.